V današnji avtomobilnosti vas bomo pogledali v oči, zato da se bomo oboji peljali bolj zvezno. Šli bomo na zasneženi sever in spoznali, zakaj na SUV-jih rabimo posebne gume. Potem pa bomo obremenili naše ceste s 500-tonsko orjaško kompozicijo. Testirali pa smo Audija za politike, Forda za podjetnike in en mali kaktus. Pozdravljeni v avtomobilnosti. Tokratna glavna tema se je rodila pravzaprav sredi poletja. Zajdo, ki je stara 10 let in je pridna učenka in odgovorna kolesarka, sva po mestu kolesarila in spoznavala prometne predpise. Tako kot vsak odgovoren starš, sem ji tudi jaz svetoval, da pri prečkanju cest vzpostavi očesni stik tudi z avtomobilisti, da bo tako prečkanje bolj varno. Po pol ure kolesarjenja mi je rekla, da ne more, da je nihče noče pogledati, da vsi raje gledajo telefone. In to je tudi nauk, ki ga želimo na nek način podati skozi našo današnjo oddajo. Kajti, če naredimo kontakt, očesni stik v prometu, potem vemo, da zares obstajamo, se na nek način spoznamo. Ni za reči, da se bo potem situacija, če bo seveda prišlo do nesreče ali ne, odvila kaj bolje, ampak vsaj zavedali se bomo, da je še nekdo drug v prometu in da morda želi v isto smer, kot recimo mi. Zato, da nam bodo te situacije pomagali razrešiti, pa smo povabili k naši oddaji prav zanimive goste. Začenjamo s pogledom, ki ga ne moremo najti, tudi če ga iščemo. Zadrga ali izmenično vključevanje vozil ni raketna znanost. Prav vsakomur je jasno, da je to najhitrejši način vožnje skozi zožanje ceste. Problem nastane, ko se najdejo vozniki, ki se peljejo za avtomobilom spredaj na takšni razdalji in bog ne daj, da bi se kdo urinil, samo zato, da pridejo v zožanje en avto prej. En sam avto. In to so tisti, ki se napopajo za volan in stremijo pred se kot kakšni zombiji. Predlagamo, da vztrajate in iščete pogled. Če slučajno uspe, potem je možnost, da zadrga vseeno deluje veliko večja. Eye contact lahko primerjamo s prometom v primeru improvizacije. Torej, ko se z bendom, z ostalimi fanti spogledujemo, torej, kaj bomo zdaj naredili, ali bomo končali, ali bomo začeli, ali naredimo kakšen prehod. Je verjetno tudi situacija v prometu, ki jo z sovoznikom ali z nekom drugim uspeš v neki situaciji razrešiti. Zdaj pa se selimo v prave zimske razmere, kjer smo na Finskem testirali prav posebno pnevmatiko. Skupaj z športnimi terenci. Teh je na cestah vedno več pa jih je tudi v statistikah prometnih nesreč. In sicer v povezavi z prav zanimivimi nesrečami, z naleti. Kar nam pove, verjetno tudi to, da se vozniki športnih terencev za volanom počutijo zelo suvereno in varno, tudi takrat, ko je vozna podlaga recimo spolzka, mokra ali hladna. Seveda ne pomaga, če se med vožnjo šminkaš oziroma gledaš v telefon in potem prepozno ali pa preveč narahlo zaviraš, o čemer smo v naši oddaji že kar velikokrat govorili. So pa nekateri proizvajalci pnevmatik že ugotovili, da je treba pnevmatiko za male mestne terence, ki so, roko na srce, ne več tako zelo majhni, pa tudi ne tako lahki. Sploh ne, predvsem imajo pa težišče višje postavljeno, vse pa vpliva na to, da so vozne lastnosti teh avtomobilov drugačne, kar se pozna tudi pri sunkovitem zaviranju. No in proizvajalci so začeli za te SUV-je delati pnevmatiko, ki ima tekalno površino prilagojeno ne samo glede na vodljivost, ampak tudi na zaviranje. The braking is always very important, but it's even more the case for SUVs. So heavier a vehicle, the longer normally the distance to brake. So we make sure that the tires are braking even shorter on SUV. That's where the good tire will make the difference. In the past it was more 4x4 and you know, people going in the mud and so on, and we had block type of tire. Now the SUV is more and more on road. So the people, the consumer is looking more and more for the same behavior than that you have on the Berlin. So we have adapted our line on this requirement, and for example at Goodyear we have a product in winter which is Ultra Grip Performance Gen 1. We have a version for the SUV, and we adapted
the pattern, so the design, to make a little bit more stiff, because we need to respond to the higher forces acting on the tire. If you have a heavier vehicle, if you have the center of gravity higher, the roll of the car is bigger, huh? So the forces on the tire are bigger. So we need to have a tire which is also stronger in reacting to the forces. Do you think that this difference so big that it should be law about that SUV car should have SUV tires? That's a good question. I don't think so. I think that the tire so far we can deliver quite good performance on the SUVs. Of course, you're sitting in the seat and you feel overconfident. But you know, when you are overconfident, that's when it happens. So you better put a premium tire. Tokratni pregled novic začnimo na predstavitvi avtomobila na dokaj neobičajni lokaciji. Kombo prejšnje generacije je vstopil v službo v živalskem vrtu leta 2012. Pravzaprav ga uporabljajo bolj kot vozilo, ki pomaga zavetišču Gmajnice in skrbi za prevoz najdenčkov. In je v tem času pripeljal več kot 4000 muc in več kot 3000 psov. Izbira živalskega vrta pa ima seveda veliko sporočilno vrednost. Za Opel v Sloveniji lahko rečemo, da je živalim prijazna znamka. Še posebej radi se ponašamo z nazivom psom prijazni. Skrbimo za ozaveščanje, ki je povezano z varnim prevozom živali, konkretno psov, v vozilih. In lahko rečemo, da je kombo pravzaprav še posebej, če pomislimo na prevoz malo večjih pasjih ljubljencev, pravzaprav odlična rešitev. Tovorni prostor je res velik, funkcionalen, nizek. Kar je pred pol leta v Ženevi predsednik FIA Jean Todt napovedal, je zdaj obrodilo sadove. Začelo se bo prvenstvo s formulami, v katerem bodo tekmovale zgolj ženske. Menda naj bi tako sčasoma dobili prvo žensko prvakinjo Formule 1. Kako na to gledajo Michelle Mouton, Danica Patrick in naša Nina Jerančič, ki so ugnale tudi že vso moško konkurenco, še ne vemo. Land Rover je s samovozečim avtom prevozil obvoznico okoli Coventryja. V električnega Jaguarja pa vgradil zvočnik, ki ob nizkih hitrostih pešcem ob cesti javlja svojo prisotnost. Zasnovali so ga še posebej z mislimi na slepe in slabovidne udeležence v prometu. Volkswagen pa je oznanil strateško partnerstvo z Microsoftom. Na ulicah Wolfsburga pa začel testirati komuniciranje avtomobilov s semaforji po protokolu VLAN-P. Menda naj bi že prihodnje leto Volkswageni prepoznali rdeče in zelene luči. V italijanskem Melfiju se pripravljajo na začetek proizvodnje priključno hibridnega Jeepa Renegade. Tehnično sorodnega Fiata 500X pa so rahlo osvežili z novimi motorji, LED žarometi in asistenčnimi sistemi. In zdaj je znano, zakaj je Kevin Rice zapustil Mazdo. Oblikoval bo kitajske Cheryje. Podjetja, ki nam zagotavljajo razne vrste deljenega prevoza, se vse bolj povezujejo, predvsem zato, da ponudijo multimodalno storitev. Tako se Uberov največji tekmec Lyft povezuje s ponudniki vlakovnega transporta, izposojevalnicami koles in carsharingi. Svojim uporabnikom ponuja denar v obliki bonov za druge storitve, če se za mesec dni odpovedo svojemu avtomobilu. Pričakovali so 2000 prijav, v hipu pa so jih zbrali 150 000. Bosch je sklenil posel s Fordom. Dobavljal mu bo elektromotorje za kombije. Ponujal jih bo mestom za potrebe raznih ride-sharing prevozov tipa Chariot, pa tudi kot van-sharing storitev, ki seveda ponuja, da si električni kombi najameš, da z njim pripelješ cement ali deske iz bližnjega Bauhausa, Merkurja ali Obija. Hkrati so sporočili, da so s proizvodnih trakov zapeljali prvi tovorni kombiji, ki jih pod znamko Street Scooter ponuja nemški pošti. Hkrati pa spomnil, da jih lahko ponudi še kakšni drugi floti. Kakorkoli že, Transit je velika uspešnica tudi v dizelski verziji. No, mi smo ga testirali v verziji za običajne, neizredne prevoze. Poglejmo. Transit je le malo manj legendaren od Bullija. Z njim so skakali, prevažali dinozaure, dirkali in še kaj. Bili so že umetniško, se pravi hipijevsko poslikani s čopičem in spreji, danes pa ga vsak kupec po svoje polepi z nalepkami, saj to dobijo kar všteto v ceno. A eno so tovorni Transiti Custom,
drugo pa potniški Tourneo Custom. Ti so z zadnjo prenovo postali še nekoliko bolj šik. Seveda zato, ker so morali. Povpraševanje po bogato opremljenih potniških kombijih se namreč bliskovito povečuje. Razlog pa je v bogatejših družinah, ki so ugotovile, da se v kombiju peljejo bolj udobno kot v klasičnem avtu. Sploh, ko so v igri še prostočasne dejavnosti. Kolesarjenje ali pa deskanje, naj bo z veslom ali pa jadrom. Slednjim avanturistom se Tourneo prikupi z uporabno poklopnimi sedeži. No, mi smo v tem konkretnem primeru sedeže obrnili v način za sestankovanje in šesterec mladoletnih potnikov je na poti nadvse užival in še bolj bi užival, če bi jima starša spredaj pustila glasbo naviti še bolj na glas. Kakorkoli, Tourneo ponuja možnost CarPlaya, a poročamo, da je Fordov vmesnik Sync 3 po našem mnenju eden najbolj intuitivno urejenih. Tokrat smo preizkusili verzijo z najmočnejšim, torej z več kot dovolj zmogljivim motorjem. Mi bi se zadovoljili že s šibkejšim, zagotovo pa ne bi pozabili na samodejni menjalnik, ki ima sicer štorast način ročnega prestavljanja, a saj v resnici kakšne resne potrebe potem niti ni bilo. Menjalnik je dobro sledil našim željam. Sploh pa na avtocesti, kjer smo tako ali tako več časa vozili prostonožno z aktivnim tempomatom. Poročamo še to, da so stranska drsna vrata nadpovprečno lahka, prtljažna pa nadpovprečno težka. Da elektrika zanje ni na voljo v tovarniški ponudbi, se nam zdi tudi Tourneova glavna pomanjkljivost v primerjavi z dražjimi potniškimi, bolj strogo namenskimi družinskimi kombiji. V nadaljevanju oddaje vam predstavimo Audija, v katerem vas bodo na cesti imeli za politika, in kaktusa, s katerim se vozite kot na leteči preprogi. A predvsem se bomo pridružili karavani, ki je za pot od Ljubljane do Polzele potrebovala kar 6 ur. Težka je bila namreč kar več kot 500 ton. Pod steklom na telefonu je ponavadi ena takšna ploščica, ki ti vrne dražljaj in tako veš, da si nekaj pritisnil oziroma da se je nekaj zgodilo. Tega v avtomobilih do zdaj ni bilo oziroma so bili poskusi precej neposrečeni. No, v novem Audiju A6 pa smo že testirali, kako se to obnese v realnosti. To je novi Audi A6. V razred najdražjih in najbolj premijskih žrebcev je vnesel nemir, še preden je sploh zapeljal na parkirni prostor rezerviran za izvršnega direktorja. Samo poglejte njegovo masko. To ogromno satovje z radarji na takem položaju, da se ti na avtocesti tudi pri 120 km/h vsi spoštljivo umikajo, saj so prepričani, da gre za pahorjev ali šarčev avto. Seveda, novi A6 lahko cesto in promet skenira s kar 5 radarji, 5 kamerami, infrardečo kamero za nočni vid, 12 ultrazvočnimi senzorji in laserskim čitalnikom LiDARjem. V glavnem vojaška tehnologija v službi varnosti za fante, ki smo radi gledali Top Gun, Bonda in druge možakarje s finimi igračami. Vozniški delovni prostor je novo poglavje digitalne dobe z 2 ogromnima zaslonoma, ki tako kot naprednejši telefoni dregnejo blazinice vaših prstov, ko se sprehajate po steklu. A še bolj se nam zdi pomembno, da so osnovna stikala tam, kjer jih pričakujete. Najprej so torej zagotovili enostavno osnovo. Tisti bolj advanced vozniki pa si lahko na to vse skupaj še veliko bolj prilagodite. Velik korak naprej pri kabinskem udobju zaznajo tudi na zadnji klopi. Tam je prostora v vseh smereh precej več. Če vam pogled na Audijev spisek dodatne opreme ne odzame volje do življenja, potem vsekakor toplo priporočamo nakup zračnega vzmetenja, saj dobi z njim A6 več različnih in vozniško zelo uporabnih karakterjev. Enako velja za seksi luči z inteligentno matrično osvetlitvijo, pa za športno podvozje in vsekakor za 4-kolesno krmiljenje. S tem postane A6 med ovinki v mestu v občutku na volanu še veliko krajši in bolj agilen. Vse našteto smo preizkušali v družbi agregata 50 TDI, ki je v resnici klasični 3-litrski dizel podkrepljen z elektromotorjem. Ja, ta Audi je mehki hibrid z izjemnim navorom in dovolj moči kadarkoli in kjerkoli. Si pa mislimo, da bo največji del trga zadovoljil že učinkovit 2-litrski mehki hibrid z močjo 150 kW.
V Sloveniji se v povprečju dnevno opravlja okoli 30 izrednih prevozov, ampak tako velikih, kot je tale tukaj, se zgodijo samo vsakih nekaj let. Njegova skupna masa znaša 500 ton, dolžina pa 75,5 metrov. Za prevoz tako velikih tovorov so seveda potrebni zmogljivi tovornjaki, v tem primeru gre kar za dva. Prvi vleče, drugi pa zadaj potiska. Njuna skupna moč znaša kar 1000 kW, še bolj impresiven pa je navor. Vsak od njiju ponuja kar 3000 Nm. Kot lahko vidite, je specialna prikolica sestavljena iz modulov, ki se lahko potem poljubno združujejo v celoto glede na same potrebe izrednega prevoza. V eni osi je 8 koles, ki so hidravlično vzmetena, skupno število vseh koles na celotni kompoziciji pa znaša 216. Pnevmatike so specialne za visoke obremenitve in zanimiva je njihova cena, ki znaša 500 evrov. Dvaintrideset osi je potrebnih za to, da se masa 240 ton težkega transformatorja čim bolj enakomerno razporedi na cestišče. Vsi objekti na prevozni trasi so bili pregledani, statična presoja njihove stabilnosti pa obsega več kot 100 strani. V njej je določena tudi maksimalna hitrost, ki preko objektov, kot so viadukti in nadvozi, lahko dosega največ 20 km/h. Pri načrtovanju poti izrednega prevoza včasih izračuni pokažejo, da bo treba voziti po točno določenih pravilih. Večinoma je nujno voziti po sredini ceste. Izredni prevozi pogosto menjajo strani ceste in prek viaduktov se mora konvoj razprostreti čez daljšo razdaljo, tako da je naenkrat na viaduktu zgolj težko vozilo, ne pa tudi spremljevalci. Posebno pozornost zahtevajo predori in pa še vedno stoječe cestninske postaje. Še največkrat pa so težave pri dovoznih cestah. Povsem običajno je tudi, da je treba odmontirati kak prometni znak ali semafor, pa gre kljub temu še vedno, kdaj pa kdaj, tudi na milimetre. In da bi ohranili robnike, so med opremo spremljevalcev vsakič zraven tudi razni domači pripomočki. Izredni prevoz zaradi počasne vožnje predstavlja oviro v prometu. Zato se izvaja ponoči, ko je na cestah seveda manj prometa. A hkrati, če je to prednost, je tudi po drugi strani slabost. Namreč vsak voznik bi si rajši želel manevrirati za 75-metrsko kompozicijo sredi belega dneva kot ponoči, vendar zato so tu tudi spremljevalci, ki mu pomagajo z usmerjanjem in z informacijami. Poleg obeh voznikov v tovornjakih so tu še operaterji na prikolicah. Oni so tisti, ki uravnavajo višino tovora in krmilijo osi prikolice. Če bi imeli na voljo veliko letališko pisto, potem bi 75-metrsko kompozicijo obrnili z lahkoto. No, na ozkih mestnih ulicah je lažje, če samo zavrtimo oba tovornjaka in lahko potem zopet zamenjamo s tem smer vožnje. A vendarle gre pri tako zahtevnih projektih rado tudi kaj narobe. Recimo so slabo izmerili širino vozila s tovorom, tako da vozilo že v štartu ni moglo zapeljati iz podjetja, so mogli požagati ograjo. Zgodilo se je tudi, da je tovor padel z vozila. Potrebovali smo čas, seveda, da je prišlo dvigalo, dvignilo tovor, zamenjali prikolico ali pa je bil tovor tudi slabo pripet. V tem primeru tovor ni padel, smo pa pravočasno ugotovili, da je potrgalo verige, da smo se s tovorom zaustavili in potem to rešili. Dogaja se, da se med izrednim prevozom kaj poškoduje. Sanacijo pa mora seveda organizator prevoza tudi plačati. Najdražje pa je takrat, ko pregled po samem prevozu pokaže, da se je poškodovala nosilna plast cestišča. Skrbni organizatorji mesta tovrstnih poškodb tudi že vnaprej določijo in po pravila vračunajo v ceno prevoza. No, tokrat je šlo vse kot po maslu oziroma samo klasičnimi, običajnimi, torej predvidenimi zapleti. 65 km od Ljubljane do Podloga pri Šempetru je za nami. Za pot smo potrebovali 6 ur, transformator pa je na cilj prispel brez praske. S tem se projekt, v katerega je bilo poleg organizatorja in pa prevoznika vključenih še mnogo drugih organizacij, od policije, Ministrstva za infrastrukturo in Darsa, uspešno zaključuje.
Res, da se 500 ton zelo veliko sliši, ampak ni pa to največja težava, vsaj kar se izrednih prevozov tiče. In 500 ton veliko je. Ampak zgleda, da je večji problem v slabo označenih, manjših, nevarnih tovorih in v tistih, ki so napačno naloženi. Voziščne konstrukcije itak propadajo že zaradi starosti, to si je treba kar priznati, ne? Ampak pomagajo in pa predvsem te obremenitve, ki so povezane z osnimi obremenitvami. Tukaj imamo upravljalci največ težav z tistimi prevozi, ki nimajo pridobljenega dovoljenja za izredni prevoz, pa so vendarle, če jih daš na tehtnico, se izkaže, da imajo prekoračitve po osi. Ali za primeri, ko si prevozniki pridobijo ustrezno dovoljenje za izredni prevoz, potem pa imajo tudi recimo napako v sami izvedbi tovora in potem nima tam 14 po, ampak ima recimo 16 po os. To je pa za nas najtežja okoliščina. Lahko je pa izredni prevoz tudi kakšna nevarna snov, ki jo peljejo. Prevozi nevarnih snovi so po moji oceni zelo tako liberalno urejeni, ker je vsa odgovornost na prevozniku. Mi niti ne dobivamo informacij, da se nevarni tovor pelje. Zakaj so nevarni tovori zelo težka zgodba? Ker pa smo imeli nekaj prometnih nezgod, kjer so bila ta vozila udeležena, mislim, da je bilo 7 let nazaj, so gorele na zelo malem tovornem vozilu neke barve. In vozilo ni bilo označeno kot nevarni prevoz. Za gasilce je pa zelo pomembno, ali bo on se pripeljal na prometno nezgodo in bo navaden požar gasil, ali bo gasil požar, kjer ima ne vem koliko različnih nevarnih tovorov naloženem na tistem vozilu. Če se že pri slabi označitvi vozila začne, potem seveda se lahko, ali pa je večja verjetnost, da se nek črni scenarij odvije. Kaktus je Citroen, ki je začel novo dobo. To pomeni nov oblikovalski jezik te hiše, pa tudi nov karakter njenih avtomobilov. Od Kaktusa naprej namreč Citroeni niso več predvsem elegantni, postali so pretežno navihano razigrani. A se zdi, kot da Francozi v štartu sploh niso imeli takšnih motivov. Kaktus je namreč začel kot nizkocenovni posebnež v modelski paleti. Značilnosti, ki so ga delale bolj preprostega in s tem cenovno bolj dostopnega, danes želi prikriti. A nekatere čudne rešitve še danes motijo kupce. Recimo neobičajno visok rob prtljažnika, zadnja okna z odpiranjem zgolj na odmik, slabo osvetljena armaturka, porazna odlagališča, manjkajoči stropni ročaji, pa še za kaj drugega bi se dalo sklepati, čeprav ne z gotovostjo, da morda vendarle ne gre za slabo inženirsko delo, ampak za šparanje. A kljub temu prenovljeni Kaktus pušča vtis bolj celovitega avta, bolj polnopravnega Citroena. V detajlih se skrivajo izboljšave, ki nas prepričujejo v to. Da je to pravi Citroen, pa dokazuje tudi vožnja. Vse je mehko, med vožnjo se zibate kot na barki ali kot pravijo pri Citroenu, kot na leteči preprogi. Konec je dobe, ko so Francozi ponujali nemške avtomobile. Zdaj je vse točno tako, kot imajo radi tisti klasični privrženci dveh strešic. Pravijo celo, da je zdaj še bolj mehko, kot je bilo, pri čemer se sklicujejo na dodatne hidravlične ojačevalnike v vzmetenju. Ali se to čuti ali ne, pod črto to vsekakor pomeni, da je med vožnjo mnogo, ampak res mnogo mehkeje kot v konkurenčnih avtih. Kar pa ni nujno tisto, kar si želite. Pri tem še posebej polarizirajo sedeži, ki so v resnici fotelji. Zagotovo pa bo ena bolj splošno sprejemljivih značilnosti Kaktusa motor. Bencinski trivaljnik, katerega menjalnik ima sicer klasično dolge hode, v vseh pogojih dovolj prijetno pospešuje, hkrati pa prepričuje z vzorno porabo goriva. Ko vas v avtomobilnosti ponavadi povabimo k aktivaciji, to pomeni, da so v igri avtomobili, steza ali pa kakšen dober poligon. No, tokrat bodo v igri avtomobili, ampak vaši, in steza, ki bo vaša najljubša pot do službe in kolona, v kateri ponavadi stojite. Ampak izziv pa zelo velik. Pred nami je namreč razbijanje mitov. Če nam uspe, bomo privarčevali ves čas. Če se spomnimo, v Evropi nastane za 1 milijardo evrov socioekonomskih stroškov na dan samo z stanjem v koloni.
Tudi v Sloveniji imamo svoj delež. Vsak od nas, ki stoji zjutraj in popoldan v prometnih konicah. Skupaj z kolegi iz Vala 202, ki se vam bodo pridružili v tem jutranjem in popoldanskem času, vas bomo spodbujali k nečemu, kar dobro poznate. In to bo izgledalo tako, da se bo Karoli drl. Spel, 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 so že od spredi. Ne vem, kako bojo to kolegi iz Vala 202 počeli, ampak sporočilo je jasno. Če vozimo defenzivno, če ne pride do elastike, ki jo dobro poznate, ne pride do zastojev. In če ne pride do zastojev, bi morali v tistem tednu, ko bo trajal ta naš skupni eksperiment, privarčevati nekaj potovalnega časa. In to je tisto, kar nas zanima. Koliko nas mora spremeniti vozniški slog, da privarčujemo vsi skupaj, ker promet je ekipna igra, nekaj potovalnega časa. No, morda boste kaj potovalnega časa prihranili tudi, če boste spremljali seveda to našo akcijo na Valu 202, kjer boste izvedeli kaj več informacij v jutranjem programu in pa seveda potem kasneje, ko se boste vračali domov. Seveda tudi na MMC-ju, Facebooku in Instagramu in pa vidimo se spet prihodnji teden.